žlička suhega prahu ingverja ima enako vitaminsko vrednost kot ena velika porcija špinače. Nabrane cepiče, to so enoletni poganjki rodnega lesa, nabranega na drevju, potem pripravimo za skladiščenje v hladilniku. Tukaj čisto pod glavico moramo narediti majhno luknjico, tako da v bistvu začutimo na drugi strani iglo. Ingver je rastlina, ki raste na območju jugovzhodne Azije. Njena prvotna domovina je Indija in pa Kitajska, sedaj pa se je razširila še na območja Japonske, Rusije, tudi Južne Amerike, Avstralije in južnega dela Indonezije. V prehrambene namene, pa tudi v zdravilne namene uporabljamo rizomo. To je podzemni del, ne korenino, ampak koreniko, ki vsebuje veliko eteričnega olja, grenkih smol, veliko beljakovin, encimov in pa vitaminov ter mineralov. Naprimer, za občutek, ena žlička suhega prahu ingverja ima enako vitaminsko vrednost kot ena velika porcija špinače. Torej ima ogromno vitaminov in antioksidantov. V eteričnem olju so snovi, ki dajejo tej rastlini, tej drogi značilen vonj, nežen vonj po limoni in pa ta aromatičen okus. Uporabljamo jo lahko za pripravo sladkih in pa pikantnih jedi. V zdravilne namene uporabljamo torej lahko suh prah, lahko pa uporabljamo tudi eterično olje, ki ga zmešamo z različnimi olji, naprimer olivnim ali pa mandljevim oljem, in ga uporabljamo za masažo pri različnih artrozah. Torej tudi za zunanjo uporabo. Tudi. Sam rizom pa spominja tudi na naše perunike. Višina rastline je nekje 50 cm, pa morda nekaj o uživanju, kako si lahko pravzaprav pripravimo doma kak hranilni napitek oziroma kako solato. Danes bova pripravila eno sadno solato, v kateri bova dodala nekaj črne redkve. Črno redkev lahko pripravimo torej v solati, lahko pa kot domače zdravilo, v katerega damo med. Imava črno redkev. Prej še o ingverju nisem povedala, da zelo pomembna indikacija je ta, da zavira slabost. Manjša slabost, predvsem potovalna bolezen, in včasih so jo mornarji uporabljali na ta način, da so rizomo žvečili in na ta način preprečili slabost. Mi pa lahko slabost preprečimo na ta način, da pred potovanjem približno pol ure prej zaužijemo 2 grama prahu. Slišal sem tudi, da Skandinavci in pa severni narodi ingver zelo radi uporabljajo za ingverjevo pivo. Tudi, in tudi Angleži ga radi uporabljajo za ingverjevo pivo. Ingver kot tak lajša tudi vse prebavne težave. To pomeni, da zmanjša napenjanje, da deluje protibolečinsko. Zanimivost je na primer ta, da so neki avstralski znanstveniki rekli, da je ingver aspirin, kaj ti blaži vnetje, lajša bolečine in obenem deluje varovalno na črevesje. Koliko pa nekje peresnega oziroma svežega ingverja lahko zaužijemo dnevno? V tem primeru bova zdaj pripravila tudi solato. Ingver bova dodala tukaj kot začimbo. To pomeni, da bova mogoče naribala pol tele korenine, ki jo imava že olupljeno. Dala bova na primer eno celo redkvico in pa eno jabolko, pa potem sok pol limone. Bova pa namesto olja in kisa uporabila jogurt. Prej sem rekla, da deluje tudi protibolečinsko in ga lahko uporabljamo tudi pri zobobolu na ta način, da ga žvečimo. Je pa črna redkev tudi dober antiseptik za vnetne procese. Prav tako kot ingver. Tudi ingver uporabljamo pri prehladnih obolenjih, kajti dokazano uničuje prehladne viruse, predvsem rinoviruse, obenem pa deluje antiseptično na vse mikroorganizme enako. Eterično olje, zadnjič smo govorili o cimetu, ubija gliste. Prav tako eterično olje ingverja uničuje gliste. Ingver so poznali na Kitajskem že pred 5000 leti in na primer ta njihov slavni filozof Konfucij je hotel, da v vsako hrano, ki jo je zaužil, dajo ščepec ingverja. Torej je bil v preteklosti ingver podobno kot poper, zelo pomembna začimba, ki je prihajala iz vzhoda. Še sedaj je ingver na vzhodu zelo pomembna začimba, takoj za soljo. Uporabljajo ga pa v tej značilni mešanici začimbni v kariju.
Tudi jabolko bom nastrgal kar na drobno, kar pomeni, da dobimo kar tako presno čežano. Ti pa si že tudi Skoraj da nastrgala ingver, katerega sva prej olupila. Olupila sva ga zelo na tanko, kajti eterično olje, v katerem je večina zdravilnih učinkovin, je tik pod skorjo. Takole, to je nastrgano, sedaj lahko ingver dodava v najino solato. Mogoče tretjino tega takole dosti bo, da ne bo preveč aromatično. dodava še Limono, sok limone. Tako, limono si že dodal, jaz bom pa dodala še jogurt. Takole, in potem premešamo. Moram pa poudariti, da je ta solata oziroma vsa hrana, v kateri je dodan ingver, surova hrana, je bolj okusna, če nekaj časa stoji. Da se te okusi, te vonjave premešajo. Če iz ingverja pripravljamo čaj, uporabimo pol grama suhega ingverja za skodelico toplega napitka. K ingverju lahko dodamo še cimet in nageljnove žbice ali naredimo kombinacijo ingverja in popra. Te začimbe spadajo med tako imenovane tople zeli, ki poskrbijo za boljšo prekrvavitev in naše telo tudi notranje segrejejo. Biodinamik Slavko Turšič vsako leto pripravi sadjarski koledar. Pri tem se opira na setveni koledar, ki ga je zasnovala antropozofinja Marija Tun. Pravi, da se sadjarska sezona začne po obiranju pridelka in z odpadanjem listov. Takrat začnemo škropiti s pripravkom, ki pospešuje pretvorbo listja v humus in preprečuje sporam glivičnih bolezni, da prezimijo v odpadlem listju. Januarja že nabiramo cepiče za cepljenje sadnega drevja. Če tega nismo storili 1. ali 2. januarja, jih naberimo 9. januarja do 9. dopoldan ali dan kasneje. Nabiranja cepičev se bomo znova lahko lotili konec meseca. Cepiče za spomladansko cepljenje sadnega drevja naberemo pozimi v času globokega mirovanja drevja. Najboljši čas za nabiranje cepičev je januar, lahko tudi v februarju, in po biodinamiku si izberemo čas, ko se dviguje lunin lok, to je v setvenem koledarju v Belem polju. To delamo na dan za plod, dopoldne, zjutraj, ne glede na to, kakšne so temperature. Tudi če je drevje zmrznjeno, ni nič narobe. Naberemo jo in shranimo potem v hladilnik. Za cepljenje si izberemo kratke rodne veje, recimo takole, na tistem delu jablane, ki gleda na jug ali jugovzhod. Cepiče izberemo na južni strani drevesa zaradi tega, ker je južna stran vedno bolj osončena in je les kvalitetnejši in genetski material ravno tako z južne oziroma jugozahodne strani, kakor pa iz severne strani drevesa. Ne nabiramo takih vertikalnih vodenih pogavkov, ker za cepljenje niso primerni. Nabrane cepiče, to so enoletni poganjki rodnega lesa, nabranega na drevju, potem pripravimo za skladiščenje v hladilniku. Odrežemo ga na primerno dolžino, recimo, da je to nekje 30 cm, odrežemo vrh, ki za cepljenje ni primeren, ravno tako ni primerna spodnja tretjina cepiča, zato jih lahko skrajšamo na obeh delih. Krajšamo ga tako, da pri spodnjem očesu pustimo približno 2 cm ravnega, zato da se ta del ne izsuši. Recimo, ta cepič je kratek les in ga ne bomo uporabljali, naslednji je že dovolj dolg, ta bi tudi bil, no ta je predolg, recimo, da skrajšamo od zgoraj in od spodaj in dobimo tole šibo, ki bo spomladi primerna za cepljenje. Iz nje pa lahko cepimo 4 ali pa 5 dreves, odvisno od števila očes. Takole. Pripravljene cepiče označimo z ustrezno nalepko in z vodoodpornim pisalom. Tole je sorta bobovec, zato napišem bobovec. Potem cepiče zalepimo s tem lepilnim trakom. Lahko uporabljamo kakršenkoli trak,
ali selotejp. Važno je, da se nam napis ne zbriše. No, ko smo cepiče pripravili, pripravimo lahko jablane, od hruške, potem od rumene slive, od breskve, od češnje, sorte van, lahko tudi od leske, tudi od ribeza in aktinidije. Vse cepiče pripravljamo na isti dan, v istem času, v mesecu januarju ali v mesecu februarju, kako smo rekli, v času globokega mirovanja. Potem te cepiče lepo zložimo in jih zavijemo v časopisni papir. Vzamemo več plasti, tole. Od spodaj naredimo zavihek in potem natočimo vodo. Papir dobro namočimo z vodo, dobro je, tako da se v bistvu papir navlaži in potem ta vlaga preko 4 mesecev ali pa 3 mesecev, ko so cepiči v hladilniku, vzdržuje svežost samih cepičev. Na koncu višek vode odcedimo in postavimo cepiče v polnilno vrečko. Vrečko dobro zatesnimo, tole, z gumico, še druge strani. In ker je ena plast polnila premalo, uporabimo 2 plasti. Ker ko bodo cepiči zamrznjeni, tako dolg čas se vseeno izsušijo. Na ta način pripravljeni cepiči bodo v zamrzovalniku hladilnika počakali do cepljenja. Cepljenje pa opravimo takrat, ko se drevje pripravlja k cvetenju. Cepiči bodo zamrznjeni na temperaturi nekje -5 stopinj Celzija. Pozimi sadna drevesa tudi obrezujemo. Tega se bomo lotili naslednji mesec, februarja v Botaničnem vrtu Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede pripravijo tudi praktični prikaz obrezovanja. Če mi pogledamo ta drevesa, vsa ta drevesa so bujna. Vsa ta drevesa bi bilo boljše, če jih umirimo. In če jih bomo zdaj porezali in bomo fejst porezali, jih bomo spodbudili v rasti. Ne? Se pravi, vsaka zimska res spodbuja rast. Zdaj pa vzamemo drugače. Kaj pa poleti? Odkot poleti dobi drevo hrano? Preko listja. Fotosinteza in tam dobiva hrano. Tista hrana se potem razdeli na poganke, na plodove, vse kar raste. In če mi poleti odstranimo veje, na vejih so listi in jih damo stran, se pravi, je tistih tvorcev hrane manj in bomo na ta način drevo umirili. Se pravi, če doma želite spodbuditi rast, režete po zimi, če hočete umiriti drevo, režete poleti. Z rezjo uravnavamo obliko drevesa in skrbimo za ustrezno razmerje med njegovo rastjo in rodnostjo. Drevo začnemo oblikovati, ko je mlado. Krošnjo v obliki trikotnika začnemo ustvarjati s spodnjimi ogrodnimi vejami, ki naj bodo močne in daljše. Višje ležeče so nato krajše in šibkejše. Pazimo na veje s popki. Pri pečkarjih, kjer smo danes, so popki, se pravi tam, kjer bojo drevesa cvetela, vedno na koncu. Popek je tu na koncu, pa tu na koncu. Vidite, te, ki so bolj debeli, bolj taki zaobljeni, ne? To je popek. Ne? Popki se nahajajo na pogankih, ki so krajši običajno kot 30 cm. Če je pogank dolg 40, 50, tudi lahko vidite poganke, ki so 1 meter dolgi, ne, po drevesih. Glejte, tak poganjek zagotovo nima na koncu popka. Ta poganjek je od tukaj začel rast lani v začetku maja in je rastel do septembra. In ker je septembra ali pa oktobra komaj nehal rast, se na koncu ni mogel razviti popek. Pogank mora prej nehati rast, da se lahko popek na koncu razvije. Navzgor rastoče daljše veje jablane, ki se ne zaključujejo s popki, odstranimo. Lahko bi jih odrezali že prej oziroma jih odstranjujemo sproti, ko so ti poganki še krajši. Poganki, ki začnejo rasti iz teh vej tukaj navzgor, ne? Tak poganjek ali pa tak poganjek. Ta poganjek
ko je tak dolg in sili navpično navzgor, bo zagotovo zrastel pol metra. Nimamo druge variante, ne moremo ga ustaviti, ne razen če ga upognemo. Ta poganjek je bil v maju ali pa v juniju tak dolg, ne? In če bi ga takrat šli, rekli smo, če so 15, 20, 30 cm dolgi, če bi šli, pa bi mu to naredili, pa ga lepo tako dol upognili, bi nehal z rastjo in tu na koncu se bi razvil popek. In bi imeli na koncu jabolko, ne? Zdaj, ni samo res tisto, kar moramo narediti v nasadu, ampak moramo tudi upogibati, zarezovati, izrezovati različne stvari, ne? Tako da upogibanje je zagotovo en ukrep, katerim lahko mi si pomagamo. Zdaj, v tem primeru, če bi mi želeli, da tukaj imamo mi plod na koncu, bi pač to naredili, lahko pa tudi naredimo, pustimo poganjek cel, pa ga upognemo kasneje in dobimo novo ogrodno vejo, ne? Pri teh drevesih, ki so malo večja, imamo mi ogrodne veje. In eno takšno drevo rabi 10-15 ogrodnih vej in jih lepo razporedimo po celi višini in okrog morajo biti. Vedno je treba nekako tudi gledati tako, da se veje ne senčijo. Ne? Ta veja je pod tole, lahko bi jo recimo zamenjali s temi vejami, pa potem časi odstranimo tole vejo. Je pa res, da če je mlado drevo, pa če vi lepo ga obligujete, da imate lepo spiralno razmeščene te nosilce oziroma ogrodne veje, potem ne bo bil problem, ne? Kaj pa če bi to tu recimo sploh dal stran, ker sta si te dve, da bi to staro dal stran? Lahko bi dal stran, pa tole pustimo, ne? Lahko pa tako naredimo, ne? Bomo rekli, zdaj, če ga jo fejs porežemo, bomo fejs spodbudili rast. Se pravi, rečemo, za naslednjo leto si bomo upognili tole, jo pripravimo, naslednjo leto bo šla pa ta stran. Vedno morate vedeti, to bom pustil zaradi tega in to bom odstranil zaradi tega, ne? Ali pa bom naredil nekaj, ampak vedno morate imeti odgovor, kaj se bo zgodilo s tem drevesom, ne? Drevo je treba opazovati, ga spoznati in sproti oblikovati. Pri zimski rezi jablane pazimo na krajše poganke s popki. Z nosilnih vej odstranimo navzgor rastoče daljše poganke brez popkov. Vejo pa zaključimo s pogankom, ki nadaljuje čim bolj ravno linijo nosilne veje. Skrbimo, da ima jablana vedno mlade veje, njena krošnja naj bo zračna, sonce naj vse veje dobro osvetljuje. V roki držim vrtnico, verjetno eno izmed najpogostejših cvetlic, ki jih prejemamo in podarjamo. Je ta že primerna, da jo postavimo v vazo? Kaj najprej pogledamo? Ni še čisto primerna. Takoj, ko dobimo vrtnico v roke, pogledamo, dokot je obdarjena z listi. Namreč cvetje, ko ga damo v vodo, ga moramo očistiti listov, kot naprimer tukaj vsaj ta dva lista spodaj. In dokoder seže voda. Namreč listje v vodi začne gniti, kar pa skrajša življenje rezanemu cvetju v vazah. Ravno tako vidimo, da tukaj ta vrtnica ni pravilno spodrezana, namreč res, da je poševen, vendar ima tukaj en del ušesca, kar pa ni primerno. In tudi tukaj imamo trnje previdno lahko odstranimo, vendar ne preveč, zaradi tega, ker vrtnico tudi poškodujemo. Kar se tiče poševnega reza, odrežemo z ostrim nožem. Poševni rez mora biti tako čist, tukaj v sredini pa mora biti bel stržen. Namreč, če je steblo v sredini temno, potem pomeni, da so bakterije že v steblu zamašile vodovodne cevi in vrtnica ne bo pila vode. Ravno tako je seveda pomembno, da imamo naše orodje čisto, zaradi tega, ker z umazanim orodjem okužimo stebla in rez. Vrtnica ta je pripravljena takole, da jo damo v vodo, s tem, da seveda teh zunanjih cvetnih listov ne obtrgujemo. Namreč cvet je bolj obstojen, če je ne dotaknen tako, kot je zrastel v naravi. Pa mogoče, da tukaj še malo ponovim, ravno tako tukajle gremo in odstranimo nekaj listov, naredimo primeren rez z ostrim ravnim rezilom in vrtnica je oskrbljena. Ni pomembno, ali vrtnico spodrežemo nad kolenom ali pod njim, saj so njene žile razporejene enakomerno po celotnem steblu. Pomembno je, da odstranimo poškodovane dele rastline. Tukaj se je poškodovalo steblo in preko take rane sokovi izhajajo v vodo. So seveda hrana za bakterije in ponovno smo v začaranem krogu, da bakterije zamašijo vodovodne cevi.
kar je seveda lahko tukaj vidno na samem prerezu stebla vrtnice. Tam, kjer je rjavkasti sržen, tam so se že začele razmnoževati bakterije. Zdravo in primerno pripravljeno vrtnico postavimo v vazo, ki jo do tretjine napolnimo z vodo. Za rezano cvetje so najprimernejše steklene vaze, ki jih pred uporabo dobro pomijemo. V porah keramičnih posod se pogosto zadržijo bakterije, ki jih težko odstranimo. Vrtnice v vazi znova spodrežemo čez 2 ali 3 dni. Takrat dodamo svežo vodo in hranila. Šopek pravilno oskrbovanih vrtnic bo krasil naš dom do 14 dni. Ravno tako kot vrtnice moramo narediti poševni rez. Pri tem pazimo, nekateri tulipani imajo nekaj belega dela pecla in tisti bel del pecla odstranimo, zaradi tega, ker tam niso razvite vodovodne žile. Naredimo čisti rez, tako kot tukaj vidite, poševni. Ponovno ne uporabljamo škarij. Zdaj tiste spodnje liste lahko odstranimo previdno. Jih ne trgamo, je bolje takole pravilno zarezati. Bolje zarezati, da čim manj poškodujemo rastlino, namreč vsakič, ko odstrgamo stran, naredimo večjo rano. Tako pripravljen tulipan imamo že skoraj da v vodi, vendar ne smemo pozabiti še nekaj. Rečemo, da tulipan pičimo. Namreč tukaj čisto pod glavico moramo narediti majhno luknjico, tako da v bistvu začutimo na drugi strani iglo. In s tem smo omogočili, ker so tulipani, lahko rečemo, dobri pivci vode in hitro pijejo, srkajo vase. V primeru, da smo premalo spodrezali tulipan in je že zračni mehurček v vodovodnih ceveh, gre ta zračni mehurček po samem steblu in ker smo ga pičili, ima možnost, da gre zrak ven, voda pa naprej v glavico tulipana. V nasprotnem primeru se nam včasih zgodi, da tulipan povesi svojo glavico brez kakršnega koli vzroka. Spomladansko cvetje je bolj nagnjeno k občutljivosti plina etilena, namreč plin etilen izhaja iz sadja. To je tisto, ko recimo rečemo diši po jabolkah. To mi zavohamo plin etilen in ta plin spodbuja zorenje, tako nam rezano cvetje pravzaprav še enkrat hitreje premine. Posebno pa spomladanske cvetlice so temu nagnjene, tako da tisti stereotip v kuhinjo, poleg sklede s sadjem, še šopek, tisto ni najboljše, kar se tiče cvetja. Če morda zdaj nadaljujeva z nekoliko večjo cvetlico, z lilijami. Tako je, tukaj imamo lilije oriental. Vse lilije imajo to značilnost, da imajo močen vonj. Torej v stanovanju je dovolj, če imamo 3 lilije v vazi, ker v nasprotnem primeru bomo mogoče namesto veselja imeli glavobol. Tukaj vidimo prašnike, se pravi cvet je razcvetel in te prašnike, pelodne vrečke, moramo odstraniti. Čeprav zdaj lepo izgledajo, vendar če ta pelod pride recimo v kontakt z obleko, iz obleke zelo težko spravimo ta pelod dol, lahko ga samo na ta način, da vzamemo lepilni trak in pa pač po tistem pelodu, ki smo ga dobili na obleko, pritiskamo z tem lepilnim trakom in ga odstranimo. Pelod ima močno barvilo, tako da bom jaz vzela rokavice in previdno, nežno odstranimo te pelodne vrečke. To ponavljamo vsakeč, ko se nam cvet odpre, namreč cvetovi se odpirajo od baze proti vrhu. Tudi mogočno steblo lilije spodrežemo. To storimo z ostrim nožem, res naj bo raven. S tretjine stebla odstranimo listje in lilijo damo v vodo. V vazi naj ne bodo več kot 3 lilije, saj je vonj njihovih cvetov izredno močan.